Hvala lepa. Najprej bi čestital vsem današnjim dobitnikom, seveda jim zaželil še veliko uspeha pri njihovem delu. Ker pa je ravno danes zahvalni dan, menda tam nekje ne se zahvalim še sam. Novica, da ste mi dodelili to najvišje stanovsko priznanje, me je ujela tam nekje na hodnikih Onkološkega inštituta in mi je že tako zmedene misli prerinila še večjo zmedo od presenečenja do veselja. Potem, ko sem vse skupaj dojel, me je pa popadla nekakšna groza in sem rekel, v kakšno družbo ste me pahnili, v kakšno družbo dobrih, odličnih ljudi, odličnih novinarjev, ki so toliko pripomogli k podobi slovenskih medijev. In takrat mi je začel vplivati še nekaj v ozadje, sem se res to zaslužil, s čim sem si zaslužil. Ampak človek, ta homo sapiens ali, če hočete, zoon politikon, si v tisočletjih napravil kar nekaj obrambnih mehanizmov in eden med njimi je tudi divide deli. Podeli z drugimi. Vse je treba deliti v življenju, od veselja do žalosti, od solz do smeha, od iskanja do najdenja, od vzponov in padcev, od porazov do zmag. Deliti je treba tudi ljubezen in na koncu tudi življenje. In potem je vse lažje in rodi se novo upanje. In zato, dragi prijatelji, dragi kolegi, sodelavke, sodelavci, bivši, sedanji, vse to delim z vami. Tudi z neprijatelji, ampak tako je. Obenem to delim tudi z mojo ženo, ki me je vedno v vseh mojih vzponih in padcih stala ob strani in mi še vedno stoji tako, kot je pred mnogimi leti obljubila, v dobrem in v slabem. Novinarji smo se vedno radi družili, se družimo in se še bomo družili, ne glede na vse. In verjamem, da se bomo tudi dobitniki tega priznanja večkrat srečali kjerkoli, zgoraj ne, da tam ni idej, ni hrepenenja, ni dosežkov, ampak v enem dobrem novinarskem peklu, na levi ali na desni strani tistega kotla. In takrat smo govorili o marsičem in kakšno bomo zagotovo rekli tudi o lepotah, pa tudi o moči in tudi prekletstvu tega našega čudovitega poklica. Takrat bom ponosen, da sem z njimi, vam, dragi prijatelji, pa hvala za to čast.